In dajmo v totem studiu pozdraviti glasbenega gosta, današnjega Luka Sešek. Zdravo, Luka! Fanta, dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, je rekel. Carenih. Ja, kot pravi glasbenik, ne, tako se reče, ne, ja, glasbeniki, vi se zbujate ob 2-3 popoldan, ne? Ja. Ne, jaz sem danes vstal 5:45, tako da eno proti utež mojim klasičnim dnevom. No, evo, tako normalni ljudi, ne? Ja, pravi Slovenec pred 6. To že gre vun. Da gre ta prve eno knjigo prebrati, pa še drugo, Tako. pa po knjižnicah, Pa kako že gre pogledati, vuna. če ima sosed še vedno isti avto ali že mora menjati. Luka, dajmo kar, gremo. Vem, da imaš gužvo, ne? Kaj že greš nazaj v Begunje? Ja, nazaj v Begnet, kot bi Begne. rekel Ja, Gorenci. Begnje, ja. Tam nas čaka danes vaja, pa sestank, potem pa špil ob 7 uri. Okay. Z ansamblom, ne, Saša Avsenika, okej. To je. Ampak mi dva vema, da si ti v bistvu ne vem, neki multipraktik ali kaj je to. Vse Ja, lahko tudi rečete, da sem širok. Ne bom več. Ja, vse smo mi dva tudi, glasbeni kaj bi se smislu. rad, ne? Mi dva pa samo v postavi. Ja, ne, mene seveda zanima me več žanrov, še posebej pop. Ja. To je nekako ta moja primarna zibelka, vse te glasbe, ki se mi je zgodila v življenju. Tako da sem vesel, da sem spet mal nazaj, predvsem pa hvaležen mojim sodelavcem in trenutnemu šefu Sašu tudi, da me razume in da me podpira, ker če me ne bi, pol bi tako mogel stvari drugače peljati. Res Tako da je. sem vesel, da je, kakor je in upam, da bo moja glasba, ki sem jo zdaj začel delati, všeč čim več ljudem in da bo našla svoja ušesa. Brez skrbi, da Ja. bo. To me zanima, če dejansko imaš ti kaj prostega časa, ker pač mislim, delal si na polno, ne? Pa gledališče, pa televizija, pa ansambl, pa zdaj si solo, pa proper, pa mislim, kaj še aktualnega. jaz se od kar v tega? življenju- Kaj si še v skladišču 8 ur, kakem na viličaru, Ne znam se ustaliti, ne, a veste kako je. Čas se najde za tiste stvari, ki te veselijo, oziroma za tiste stvari, ki jim daš prioriteto. Tako da sem kmalu ugotovil, zdaj, ko delam poleg Avsenikov, še stvar, ki me zelo veseli, da imam kar veliko prostega časa. Vidiš, fajn. Jasno. Okay, rekli smo torej, da se je spet zbudila ta želja, da greš malo za sebe, malo v pop vode. Ja. Kaj je ta pauza, sproper to še je, ali je pauza, ali kako ste to zmenjeni? Ne, v bistvu Proper je ena zaključena zgodba, vsaj v tistem smislu, kot so nas poznali, se pravi v avtorskem smislu. Drugač pa fantje še vedno raztoravajo, igrajo privat, špile, pa poroke, s Petrom Vodetom na čelu. Tako da je, proper muzika živi. Je pa seveda tisti en album, ki smo ga naredili, šel v zakladnico, ki se verjetno ne bo nikoli več odprla, ali pač. Ali pač, pusti, vrata priprta. Ja, res je. Ja, res je. Okay, danes praviš tudi, imate koncert z ansamblom. Res je, ja. Okay, kaj pa Luka Sešek, kaj se dogaja? Ja, Luka Sešek zdaj kar veliko ur preživlja v studiu in se trudi ustvarjati muziko, neko svežo, pop, slovensko glasbo. In moj namen je itak, da pač sledim svojemu občutku, pa svojim željam, pa svojim možganom, ampak moj namen je vsem tistim nevernikom, ki mogoče ne marajo slovenskega jezika, ko se ta oglasbi, pokazati, da je naš jezik zelo lep in da lahko tudi v navednicah kdaj zazveni zelo ameriško in zelo tisto produkcijsko mega, tako da ja, pač ustvarjam, upam, da kvalitetno glasbo. Ampak vseeno se mi zdi, da se je to malo mogoče spremenilo. Vedno več slovenske glasbe, zdaj sploh po koroni, je naenkrat vedno več vrhunske muzike, še posebej narodno zabavne. In preden sem jaz Avsenikom prišel, sem mislil, da je cela Slovenija znotraj te obvoznice naše, ne? Ljubljana, ampak daleč od tega. Mularija prepeva na ves glas, štikelce s harmoniko. Tako. Tu zaključimo, premaknimo se raje do Nipke. Torej, kako si prišel zdaj do Nipke? Od kje? Midva z Nipketom so v bistvu se prvič prav do dobra spoznala, da lahko rečemo dobro spoznala slabo leto nazaj, ko smo skupaj delali na projektu Draveljski venček. To je njegov ta zadnji singel, če se ne motim. In potem je hitro stekal vse tako, kot je stekal, dosti hitro smo se povezali, videli smo, da si delimo en podoben občutek za glasbo
in podoben občutek do soljudi, zato ker tudi zelo radi debatiramo o življenju, o ljudeh, o družini, delimo si iste vrednote. Potem je pa vse to, kar zdaj zaradi česa smo tukaj, ostalo zelo naravno. Prva pesem, ki vam jo lahko pokažem, je Največja napaka, na kateri je tudi Nipke, to 10 let, 15 let nazaj. Ne bi mogel verjeti in sem zelo vesel, da je tako, zato ker je v prvi vrsti zelo dober človek, potem pa itak glasbenik, ustvarjalec vsebine. No. Super. No, dajmo prisluhniti, da tako vidimo, zakaj se gre, pa potem naprej. Tudi naslov je kar, ne? To je za kakšen da moraš gor klikniti, kaj največja napaka. Ja, kdo? Kaj največja napaka? Kaj je naredil? Kaj je največja napaka, ne? Da je šel tja 5, ali kaj je največja napaka? Da je nehal, ali ne? Dobro, da bomo stali politično tiho. Tako, dajmo torej prisluhniti Luka Sešek in Nipke, Največja napaka. Luka Sešek in Nipke, Največja napaka, izvrsten hakl je treba reči, Luka. Izjemno. Pa še nekaj takega, ne? Malo v tej poplavi drugačne glasbe. Jaz bi še video spod pohvalil, sem gledal prej, ful dobro. Tako, ne vem, pa še. Kaj je oni, stari Porsche neki not? Ja, to je nek stari Porsche, ne, to ni moje, to smo si sposodili od Petje Motošport, tam v naših koncih. In jaz to v bistvu sploh nisem vedel na začetku, kakšen avto je to, ne. Tako da pol sem šele videl, da če bo se Sešek zaletel, da bo mogel kar veliko plačati, da bo mogoče to njegova največja napaka, ampak hvala Bogu je na koncu bilo vse to. Nekaj časa bi mogel delati, ja. In crkno preden si izpela? Ne, ni, to mi je ratal, je imel pa zelo težek volan, tako, kar te naši novodobni avti. Čisto nekaj drugega. Luka, povej, kaki je občutek zdaj, recimo, vemo, da si ti že prej sam nastopal in sam ustvarjal glasbo, kak je občutek zdaj, ko si spet nazaj malo k temu prišel, ha? Mislim, jaz tega občutka čist iskren po pravic nikoli nisem pozabil, zato ker jaz sem kar nekaj let živel od naše glasbe, od moje glasbe, od nastopanja, tako da sem ful vesel, predvsem, da grejo drugačne note skozi moje glasilke, da je to malo bolj pop. Najlepše pa je itak, če je človek širok v glasbenem smislu, zato ker imam rad glasbo in zato ker imam rad hrano, vedno dam primer, da dober kuhar morein, kakšen dober kos masa, obrn tin, kakšne fajn testenine narediti ali pa solato, tako da jaz zelo uživam in tudi zdaj z vama, ko debatiramo o mojih projektih in o moji glasbi. Super. Mene še zanima, pardon. Kar daj, Marko Fras. Največja napaka, posebno izpovedna skladba? Ne, če bi rekel, da je to nek ful pomen v zadnji, bi se lagal. Je nek catch, je nek koncept, ki smo ga razvili. Jaz mislim, da ima čisto vsak neko napako, ki se jo zaveda in je še vse naredi ponovi. Jaz imam več. Tudi jaz jih imam več. 38. Jaz pa vsaj 212. Od oka. Jaz sem pa 34 za enkrat. Saj še prideš. Ja, absolutno. Saj si še tudi mlajši. Si tudi mlajši. Ja, 2 let. Tako da ne, nič. Štikati se fajn nam je zazvenel, predvsem se nam je pa koncept dopadel in nismo hoteli pretiravati z nekimi besedami, ki jih ljudje mogoče ne bi razumeli. Luka, še enkrat več, jaz upam, da boš lahko dalje počel to, kaj imaš najraje, kot solo, kot z ansamblom. Hvala. Ti samo dalje. Hvala lepa. Ne obupati. Album smo rekli tudi, ali kaj se dogaja? Album prihaja. No, evo. Delamo na polno, tako da komaj čakam, da se spet vidimo in da spet podebatiramo kaj o drugem songu. Hvala lepa, fantje. Pomladi 2026, recimo. Recimo. Januarja že, Januarja, 1. Ja, čim prej, upamo. Jutranji program 1. januarja, to je bilo to. No, upamo, da čim prej rata. Sicer pa tudi na zadnje, ko si bil tu, smo ti eno darilo poklonili, zdaj nekaj časa minilo, tako da spet je čas za premium VBO zobno ščetko, mariborsko zobno ščetko, ki je mimogrede najboljša na svetu v bistvu. Luka, evo, eno darilo za tebe. Hvala, jaz pa nisem nič prinesel, pardon. Ti si prinesel sebe. Ja. Tako. No, to je pa pol kar težko in veliko darilo. Ni zakaj. Luka, fajn špil danes. Fanta, hvala. Fajn vaje, upam, da se ne boste skregali. Pa varno pot, ne? Hvala lepa in vama pa tudi Bog ne vam ohrani dobro voljo in hvala lepa, ker nas razveselite. Ali pa naj nama da.
Ne, to vam je že dal. Luka, lepo Hvala, vodi, Luka. pa naslednjič, ne? Pri naslednjem Z komadu. veseljem, če mi boste veseli. Ajde, lep dan. Srečno vama in vsem.